prvi sklop, naša prva okrogla miza je izrazito strateške narave, pomenovali smo jo izzivi akreditacije. Poskušala sem najti neko rdečo nit, ampak sem potem odločila, da kar po abecedi gremo, da ne bo nobene zamere. Vsakega prosim za 5 minut izhodišče, res 5 minut, tako da bi dali potem ljudem možnost za razpravo in tudi vi potem se enostavno odzivate in komentirate drug drugega. Tako da bom tečna in bom po 5 minutah postavljala, tako da ne bomo predolgo tukaj danes sedeli. Kolega reke profesor dr. Aleš Črnič bi začel, potem Miro Haček, kolegica Danica Fink-Hafner, Franc Mali, dr. Edith Kalo in dr. Vasja Vehovar. Aleš, prosim. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Najprej pohvalim, oziroma najprej pozdravim ta dogodek. Mislim, da je zelo koristen. Prvi je to vrsten v zadnjem času, ko se pogovarjamo o tem, kako se prilagoditi na hitro spremenjajoče se razmere. In zato se mi zdi zelo dobrodošel. Dobrodošel pa bo samo v primeru, če ga bomo znali iz te manifestativne, iz te obredne dimenzije spustiti tudi na vsebinsko raven, ali z drugimi besedami, če se bomo znali poslušati in se pogovarjati in potem tudi razmišljati. Upam, da smo tega kot akademska skupnost zmožni. Zdi se mi, da so organizatorji to tudi imeli v planu, ne zgolj demonstrativno funkcijo in močno upam, da je temu tako, da bomo znali razmišljati o svojih pozicijah, ki bi jih po mojem bilo treba dati zelo iskreno na mizo. V teh dneh, zadnjih dneh pred tem dogodkom, se je k meni oglasil kolega z druge katedre in sva malo pokramljala o težavah, ki nas pestijo. Zaključilo pa se je tako, da mi je nekako na vrhu sej, kolega, tako kot mi vas ne silimo, da boste vzeli predmet X med tiste skupne, tudi vi nas ne boste, da ne s predmetom Y. To se mi ne zdi primer kvalitetne akademske razprave. Ta primer zares dajem na mizo predvsem zato, ker v tem duhu smo se pogovarjali doslej. Kar bi prvič uspel za nekaj milimetrov prestaviti zadeve naprej, mislim, da so razmere tako zelo resne in da v tem smislu, če je FDV res na razpotju v nekih smislih, se misli, da je na razpotju, da se moramo znati začeti tudi pogovarjati. Pomeni z argumenti, spoštljivo in tudi, če ne predvsem o stvareh, o katerih se doslej nismo pogovarjali, zato, ker smo jih reševali na način igr moči. Powerplay so bili tisti, kako smo se odločili, kako bodo temeljne stvari šle naprej. Ali bomo znali to prejiti ali ne, to je tisti znak, ali smo zrela institucija ali pa ne. Pri tem razmisliku, po mojem, seveda moramo izhajati iz tega, kako smo koncipirali bolonjsko reformo. V zadnjem času prvič si začenjamo kot institucija priznavati, da ni bilo vse dobro. Zelo neugodne razmere so bile, malo smo pohiteli in to se je izkazalo kot napaka, ne pa kot prednost in zato smo naredili nekaj napak. Zelo očitno je, da se tisti bottom-up pristop, takrat, ko smo te programe, ki jih še zdaj poskušamo reformirati, zasnovali, je bil pristop bottom-up in ni bilo neke zelo jasne povezovalne vizije z vrha. In rezultat je velika razdrobljenost in rezultat je to, kar si redko priznamo, medsebojna konkurenčnost naših programov. Mi si med sabo konkuriramo. Verjetno imamo preveč programov in tako naprej. Danes smo že slišali kar nekaj besed o potrebi po sistematičnem povezovanju in jaz mislim, da je to eden glavnih izzivov, ki je pred nami. Zaenkrat nam ne gre dobro, tudi v teh različnih se zapiramo vsak v svoj program, čisto računamo s tistimi enotami in tako naprej. Tudi sorodnih programe med sabo ne znamo prestopiti meja, ki nam jih zarisuje strah. Predvsem strah. Strah ni tisti, ki vlada zgor zunaj, ker nas menda okrožajo begunci in grozni teroristi, ampak je strah tudi na FDV, strah za svojo eksistenco, strah za svojo službo. Meni se je zdelo kot družboslovcu, da če izhajamo iz izhodišča, ki seveda ni samo umevno in ima tudi negativne plati, pa vendar iz izhodišča, da ohranjamo zaposlitve, ki jih imamo danes. In doslej se mi je zdelo, da je kar to vzel za res in mislim, da je to dobro. Pa ne zato, ker bi mislil, da smo vsi tukaj odlični, pa da ne bi mogli narediti bolj s kom drugim in tako naprej, ampak zaradi vrste razlogov mislim, da je to okvir, ki ga imamo in znotraj tega okvira bomo morali poskrbeti potem za kvaliteto. Ampak skratka,
Tega strahu doslej nismo znali preseči. Mislim, da je to največji izziv, ki je tukaj pred nami. Skratka, povezovanje, izbirnost smo zaenkrat jo zelo zares smo zmanjšali. Vprašanje je, kaj smo še kot fakulteta, ali smo še fakulteta za družbene vede, kaj so naše komparativne prednosti in tako naprej. 3+1, 4+2, tukaj se tudi vidi, jaz seveda razumem pomisleke, še je čas, da se v njih argumentirano pogovorimo. Po mojem trdnem prepričanju smo naredili napako takrat, da nismo šli po 3+2. To se nam vidi v tem, da imamo izrazito slabo drugo stopnjo. Tudi smo videli tiste številke, komaj dobre 10% damo za drugo stopnjo, komaj kakšen predmet v primerjavi s prvo. In zato je slabo. 3+2 bi nam omogočili marsikaj drugega. Seveda so tukaj pomisleki na mestu, kaj pa, če na država nekoč ne bo financirala druge stopnje. Sam v to komaj verjamem, če pa tudi bi to bilo, ker ne verjamem, da bi kakšen minister to preživel, takšno odločitev, ker to pomeni spor med programi, med fakultetami. Ampak tudi še nekaj je, kar je zares FDV tega nekaj preživela. Nekaj, da to imamo 3+2 ali 3+1, FDV in še mnoge druge fakultete tega ne bi preživele. In zato je to zares, če se bi to kaj zgodilo, je to v kontekst šolnine. Če se to zgodi, so to šolnine. To se je treba že danes bolj jasno povedati. Tukaj pa mislim, da prevladuje ne konsens, ampak zagotovo še zmeraj absolutno prevladuje tista ideja, da šolnine niso dobre. Skratka, ne bom, ker imam časa, tudi sicer sem že veliko govoril in pisal, še bom zapisal o teh parametrih zares, ki se mi zdijo pomembni, ključni in tako naprej. Samo še pol stavka in zaključujem. Skratka, absolutno super je, da smo danes tukaj. Upam, da se bomo znali pogovarjati, da bomo znali se poslušati in tudi revidirati kakšno svojih stališč. Predvsem pa upam, da si bomo vzeli dovolj časa za to. Ambicija, ki ste si jo spoštovano vodstvo zadali, je ambiciozna, ta časovnica. To seveda razumem in tudi pozdravljam, prav je, da je ambiciozna. Če pa bi se v tem procesu v naslednjih mesecih izkazalo, da bi morali zadeve še domisliti, iskati še večje konsenze in tako naprej, pa mislim, da je veliko manjša škoda, da zadevo odložimo še za kakšno tromesečje ali dve, kot pa da pridemo do preuranjenih rešitev. Kajti najslabše bi bilo, ne to, da ne naredimo nič, najslabše bi bilo, da nekaj naredimo čisto formalno in čisto na to, ne pa zares na način, da bo zdržalo naslednjih 10 let. Hvala, Aleš, Miro, prosim. Hvala lepa za besedo. V mojem prispevku bom predstavil nek svoj lasten pogled, tudi izvirajoč iz lastne izkušnje na procese internacionalizacije na pedagoških področju z vidika izboljšanja kakovosti pedagoškega procesa, ker je proteganja zelo stroga z časom, bom zgolj nekaj misli morda za začetek navedel. Morda se bo moja izhodiščna teza zdela komu precej drzna, vendar pa bom postavil trditev, da je fakulteta z klasičnimi oziroma že uveljavljenimi mehanizmi procesov internacionalizacije že zelo blizu ali pa je morda že celo dosegla svojo največjo možno kapaciteto, ki jo še zmore brez bistvene izgube kakovosti pedagoškega procesa. Pri tem izhajam iz predpostavke, da je potrebno za nov kvalitetni preskok pričeti na procese internacionalizacije gledati nekoliko drugače kot doslej, ko smo se zlasti osredotočali predvsem na letno število prihajajočih in odhajajočih raznih študentov ali pa na število sklenjenih pogodb za razne izmenjave. Navedeno je seveda za sam pedagoški proces in njegovo kvaliteto, pa še zlasti mednarodna odkritost fakultete seveda pomembno, vendar sam verjamem, da nadaljne povečevanje kapacitet na navedenih področjih, torej da sprejmemo ali v tujino pošljemo še več kot 367 raznih študentov, kot smo jih v preteklem študijskem letu, da ponudimo še več kot 50 predmetov v angleškem jeziku, kot jih trenutno ponujamo, ali pa da izmenjamo še več kot 43 predavateljev in članov osebja, kot se je to zgodilo v preteklem študijskem letu, da vse to ne vodi nujno k večji kvaliteti pedagoškega dela, ampak se kaj lahko zgodi pravzaprav obratno. Menim, da bi bilo potrebno pristopiti k internacionalizaciji tako strateško ciljno, kot tudi organizacijsko na drugačnem, kompleksnejšem nivoju in na procese gledati manj kvantitetno, ter že doseženo kvantiteto, ki ni sporna, v posameznih elementih internacionalizacije izkoristiti za to, da dosežemo pravzaprav večjo kvaliteto.
Naj zgolj za primer ponazorim, da smo v zadnjem dvoletnem obdobju na fakulteti izvajali 14 Erasmus plus pedagoških projektov v skupni vrednosti nekaj več kot $500,000 evrov. Zgolj en odobreni projekt v okviru Erasmus plus K2 ali K1 vsebinskega področja, enem od takšnih fakulteta ravno kar se deluje kot partner, pa je finančno vreden dvakrat več, torej cel $1,000,000 evrov. Kar pa se mi zdi še veliko pomembnejše, takšno sodelovanje pravzaprav odpira vrata še kvalitetnejšim partnerjem, boljšim omrežjem in ne nazadnje vodi tudi k pridobivanju ne zgolj kvalitetnih, ampak tudi trajnostnih skupnih joint pedagoških programov. Zdi se mi tudi, da bi morali organizacijsko zadeve postaviti nekoliko drugače, pričemer tudi moje dosedanje delovanje v prejšnjem mandatu ni bilo najbolj uspešno, pa lahko priznam. Morda za uvod zgolj drobna ideja, ki sem jo opazil v svojem mandatu na uspešnih tujih univerzah, imajo organizirane Erasmus koordinatorji znotraj katedre, oziroma znotraj oddelkov in to vlogo pravzaprav ne opravljajo asistenti oziroma mlajši sodelavci, kot je to v Sloveniji velikokrat, to vlogo upravljajo najbolj ugledni profesorji, ki imajo za to priznan del 20-50% osnovne pedagoške obremenitve, v zameno pa se posvečajo vodenju, promociji skupnih pedagoških programov, networkingu in pa pridobivanju novih partnerjev v okviru programa Erasmus+. Morda za začetek zgodnji pristop, pa da razpravljamo. Hvala lepa, kolegica Pinkahner, tukaj se vam že pripravlja, tako da univerze, če karkoli kritičnega, pa skrajno kritičnega velja, so slabega načinka organizacije. Mikrofon. Torej, če kratko ponovim, vse, kar je bilo danes rečeno kritičnega o očitnih organizacije in internacionalizacije na univerze in v smislu škode ohranjanja univerze kot intelektualnega in družbeno-kritičnega središča, potem to velja za doktorski študij. Dekan je že na začetku povedal, da je to edini študij na univerzi, na univerzah verjetno v Sloveniji, ki ni prav nič financiran iz državnih sredstev. Lahko bi rekli, da je doktorski študij faktor bolonjske reforme in na nek način tudi invalid v smislu družbenega in političnega delovanja v Sloveniji danes. Glede na to, da se je uporabljalo veliko globalizacija in internacionalizacija, jaz želela natančneje povedati, kako jo razumem. Sposobna sem si dve definiciji. Pri globalizaciji bi povedala, torej, da je vsekakor nekaj, kar doktorski študij prizadeva, če hočemo ali ne. Dejstvo pa je, da je internacionalizacija vsaj do neke mere posredovana z vlogo nacionalne države. Glede na to, kakšno vlogo država Slovenija opravlja, regulira, pa nič ne financira, bi lahko rekli, da je danes doktorski študij na Slovenskem, še posebej tudi na FDV, v položaju, ko se sprašujemo, kako preživeti, kako kot družboslovci morda tudi prostovoljno poskrbeti, da univerza ostane univerza, in s tem, koliko je mogoče poskrbeti za odličnost. Vendar brez vloge nacionalne države pri tem ne bo šlo. Dejstvo je, da sicer internacionalizacija v čedalje večji meri pomeni tudi nasploh za univerze v sodobnem svetu vir financiranja. Žal je pri nas problem, da je to trenutno edini vir financiranja, če vzamemo v smislu kvalitete, ki jo prineše dejstvo, da imamo več kot pol tujcev na doktorskem študiju. V celoti gledamo, pa je naš trg grdo rečeno, ampak tako je dejstvo, trg študentov, globalno, regionalno, kakorkoli se že pač pogovarjamo. Ker se mudi, bom šla kar na sliko, kjer sem poskušala tipsko, modelsko pokazati, kako vidim
problem razmerja med državnim financiranjem in regulacijo. Trenutno slovenska država regulira relativno zaprto in ne financira. Glede na to, da želimo prihraniti na času, bi jaz torej izrecno poudarila, da trenutno pravzaprav gremo v najslabšo možno tipsko možnost, to je propad, razen če kaj pač dobrovoljno v prostem času pedagogi ne delamo, ne? Da bi to ohranili. V nadaljevanju sem razmišljala o 3 osnovnih scenarijih razvoja doktorskega študija na Slovenskem in sem uporabila pač naslednje 4 elemente pisanja scenarijev. Tukaj bi želela poudariti, da državna regulacija sama po sebi ima tudi neko vlogo, ker olajšuje ali pa otežuje univerzam, da avtonomno poskrbijo še za dodatno financiranje za svoj lasten razvoj tudi na doktorskem študiju. In ni pomembno samo državno financiranje, se pravi, oboje je pomembno. Pri državnem financiranju seveda mora družba in politika vedeti, kako naj se država razvija, kaj so prioritete. Tiste univerze, ki so v svetu najbolj uspešne, živijo v državah, kjer je jasno, kaj so nacionalne prioritete in tam država usmerja sistematično tudi štipendije za tuje profesorje in tako naprej. Značilnost univerze je, da se včasih sami zapiramo možnosti z topimi pravili, predvsem s težnjo kvalifikacij in ne nazadnje problem je tudi, ali smo sami kot institucija, kot družbeni kolektivi aktivni pri pritiskanju na državne odločevalce ali ne. Predstavljala bom 4 idealno-tipske scenarije. Črni scenarij vse, kar bi lahko narobe. Optimistični, da se državna regulacija popravi, tako da omogoča nacionalno pomemben doktorski študij, to je tudi v slovenskem jeziku, kot se je prej poudarilo, ampak internacionalizacije brez angleščine ni možno. Kjerkoli literaturo gledate o internacionalizaciji visokega šolstva, vidite angleščine in še več angleščine. Pač ne bo šlo brez tega. Financiranje jasno, šolnine, tudi tu pravzaprav je za razmislek, ali imamo res tako samo eno šolnino, zakaj imamo tudi države članice več različnih šolnin. Glede na to, ali prihajaš študenti iz drugih delov sveta, iz članice EU, kakorkoli, ali ima lahko univerza tukaj neko svojo politiko, nek svoj fond za štipendije in tako naprej. In spet aktivnost maksimalna, kolektivov, ki so to upeti. Realistični scenarij je kombinacija obojega, nekaj dobro, nekaj slabo, ampak brez 4. alineje ne bo šlo. Tukaj se mi zdi, da je pomembno, da se integrirajo vse kapacitete znotraj fakultete in univerze in da se ne preusmerja, ampak kako bi rekel, se najde način, kako se to sistemsko preusmerjanje velikih bojev v neke mikroboje znotraj univerze predela tako, da se univerza vzpostavi kot kolektivni agent tudi v razmerju do države. Hvala. Hvala lepa, kolega Mari. Ja, pozdravljam. Jaz v bistvu bom govoril o 2 bolj splošnih problemih oziroma dilemah, ki so bile pravzaprav sem vesel izpostavljene tudi na vseh plenarnih govorcih. Namreč res bom skušal sintetizirati svoje razmišljanje. Namreč prvo vprašanje, to dilema je, ki se navezuje na vprašanje povezanosti raziskovanja in poučevanja, kar je eno ključnih vprašanj sigurno za razvoj družboslovja danes. Drugo pa s tem povezano vprašanje, pa seveda tudi vprašanje interdisciplinarnosti oziroma celo transdisciplinarnosti, kar je bilo tudi poudarjeno. Zdaj, jaz se v uvodu izhajam iz zanimive teze Steva Fullerja. To je znan angleški filozof, sociolog, imeli smo ga priliko tudi tukaj, celo rektor, se zdaj spomnim, ki je že šel, je poslušal na eno predavanje, ki so ga organizirali, takrat, ki je prišel v Ljubljano. Namreč, on postavlja to zanimivo analogijo.
sicer vemo, da z analogijami zmeram vrat, ne? Če jih preveč, tako da rekel, dogmatsko vzamemo, ne, potem zgubijo heuristično moč, vendar pa kljub temu, ta, bi rekel, pojem protoznanosti, znanosti, ne, ki vprašava za protestantsko znanost dela tu zanimivo analogijo, da smo mi danes v času podobno kot je da reformacija, ne, oziroma protestantizem, ko je predstavljal v institucionalnem smislu neko prvo obliko, kako bi rekel, sekularizacije kognitivnega vedenja. Namreč s pomočjo tiska takrat se je omogočila tudi širšim množicam to možnost, da so v bistvu pridobile te kognitivne resurse in na te osnovi interpretirale to, kaj sprejemajo kot resnično od tega kaj pa ne. Danes je tudi akademska znanost na nek način oziroma naša inštitucija pred tem problemom, namreč sigurno se pojavlja nek problem te družbene delegitimizacije različnih producentov znanja in pa tistih, ki diseminirajo znanje. Zato smo pred istimi vprašanji. Zakaj zdaj, če to povežem z vprašanjem tega enotnosti raziskovanja in poučevanja? Zakaj moramo, mene ta sintagma zelo všeč, to izhaja od Aleksandra Humboldta, ki pravzaprav je ves čas v bistvu od začetka, ko je univerza nastala, v tem srednjeevropskem prostoru se to ves čas podalo. Zakaj se meni zdi to pomembno, da o tej sintagmi govorimo kot o nekem modus operandi danes tudi na družboslovnih ali posebno družboslovnih fakultetah. Zato, ker pravzaprav se danes vse čas nekako pojavljamo še zmeraj v nekih dilemah, katera od teh inštitucij bo prevzela bolj, bi rekel, to vlogo poučevanja, katera raziskovanja, ampak nesporno je, da univerza mora ohranjati obe dimenziji. Ne razpravljam načelno, ampak če te zadeve bolj konkretiziramo, niso tako samoumevne. Namreč, jaz bi tukaj samo kot izhodišče postavil nekaj problemov, ki se sigurno potem vežejo tudi na naš prostor, na našo fakulteto ali pa na celoten univerzitetni sistem. Samo nekaj zadev. Prvič, bolj trivialna zadeva, vsi jo poznamo, te različni sistemi znanstvene politike pri nas, te dualni sistemi, te različni evalvacijski sistemi, ki sigurno povzročajo veliko frustracij pri tistih, ki delajo znanstveno kariero. Potem sam sem sodeloval po celi vrsti teh komisij, tudi ko smo delali o evalvaciji in vem, kako smo zelo različno gledali na ta problem. Čeprav smo na primer vsi sociologi. Potem druga zadeva bi navezana kolega Verčič, ki je rekel, katere so osnovna poslanstva danes univerze. Jaz bi rekel, danes je res družbena funkcija univerze se ekstremno širja. Kdor je študiral, jaz sem, te različne univerzitetne modele, pomislil, kaj je David Parsons pisal v knjigi The American University v 60-ih letih. Predvsem to, da sta dve osnovni funkciji univerze. Raziskovanje, temeljno in poučevanje. Pomislimo, katere vse danes modele slišimo, The Triple Helix Model University, tako naprej, kjer širo v bistvu obremenjuje na nek način ta model, ampak to lahko bo tudi v potem problematiziranje tega principa raziskovanja in poučevanja enotnosti. Da se zame so tudi vsebinske razlike. Jaz sem v bistvu, čeprav zmeram zelo podarjam, kako je pomembno raziskovanje, se pa zavedam, kako sta to dve intelektualni dejavnosti, ali pa aktivnosti, ki se pogosto, če gremo bolj v globino vsebinsko, vendar razlikujeta. Neko poučevanje je v večji meri, kako bi rekel, integrativno, ideosinkratično, raziskovanje v večji meri, posebno danes z povečano zahtevo tega, bi rekel, specializacije, učinkovitosti in tako naprej. To se danes eklektično samo še povečuje. Pomislimo, kako se obremenjuje en moment pedagoške dejavnosti z raznimi dodatnimi zahtevami, vsi se moramo učiti vseh novih tehnologij in vseh ostalih zadev, raznih teh kurikularnih programov. Na drugi strani se tudi raziskovanje izredno
bi rekel, spreminjal strategije, projektne in ostale principe. In tako, ker se res mudi, v bistvu bi samo še to zaključil, ne pa ne vem, potem po integraciji govoril, mogoče kasneje v razpravi, bi rekel, ker se tudi množičnih nekaj študij, to je bilo tudi danes rečeno, kako vpliva, ampak ravno zaradi tega, zaradi teh procesov moramo na nek način ohraniti, bi rekel, tist ideal, ne, namreč univerze, kot bi rekel, enotnosti še enkrat podarjam, raziskovanje in poučevanje, ker samo tako bo pravzaprav tudi tist drugi princip te Humboldtove univerze zagotovljen. Namreč, kot je v Humboldtu rečeno, reprodukcion der Wissenschaft ist Produktion von Wissenschaft. Če prevede, reprodukcija znanja je pravzaprav produkcija znanja. In jaz sem prepričan, da če bomo ohranjali ta osnovni princip, da je to ne zbudi preveč pogrošeno pa abstraktno, pa vendarle, to je pravzaprav tudi naša osnovna dilema in frustracija nekih ljudi, ki delamo v akademski sredini, namreč, da nek raziskovalec, ki aktivno raziskuje, lahko z novim vedenjem ves čas obogati. Bi rekel, poučevanje velja pa tudi obratno sredini, da proces raziskovanja veliko dobi seveda iz predavalnic, kjer se v bistvu veliko vlogo igrajo študenti. In tukaj ravno v tem smislu, še malo sem povežen s tem problemom, danes je treba tukaj, ker včasih vendarle preveč zaradi tega, ker teh hormonskih procesov včasih preveč, ko razmišljamo formalno, regulativno, Angleži so se izmislili ta dober izraz, performance indicatorstvo, research led teaching. Jaz bi tukaj rekel, ko bomo delali te različne, to je že kolegica Kajdeja lepo predstavlja, te različne skeme, kako uresničevati ta princip, kako v smislu tega prenosa znanja učilce. Je res treba vsebinski plati delati, ne pa samo formalno, ker če bo potem to še samo zapakirali, da je to problem, rečemo teh kompetenc, veščin, kreditov, pa ne bomo vsebinsko zelo razmislili, bomo ustvarjali samo še neko polje na tem področju konfliktov na mikroravni, kjer sami pa vidimo, da pravzaprav ne več konfliktov, tukaj se pač že kar tako izval, potem lahko diskutirala s Mertom, v bistvu nisem prepričan, da univerzo lahko analiziramo samo skozi princip razredne kategorijalnega aparata, moramo tukaj upoštevati neke bolj kompleksne odnose, čisto sociološke, ki se razvijajo v znanstveni skupnosti. To je že po staro diskusijo o integraciji in problemov tega povezovanja, če skozi diskusijo ali pa kasneje, ko bom to zadeval na praktično pripravljeno. Hvala, kolega Pikalo. Hvala lepa, kolegica prodekanja. Najprej hvala vsem za izjemno razpravo. Mogoče bom za koga danes zvenel malo pesimistično, ampak zame je to zgolj realistično. Namreč ne predstavljam si, da karkoli vem, zato bom o teh problemih, o katerih so govorili drugi kolegi, zato bom danes govoril zgolj in samo o vsakdanjih praktičnostih, čeprav moram reči, da s tem kot teoretik še sam sebe na nek način skrešil. Bom pa seveda zelo vesel, če bom lahko povedal, oziroma če bodo zadeve na koncu drugačne, kot jih bom na nek način sedaj zapisal. Govoril bom o okvirih reakreditacije in bom to strnil v 4 točke. Prva točka je, da novega zakonskega okvirja ne bo. Namreč rešitve velikih vprašanj visokega šolstva v tem mandatu ne bo, prav tako mislim, da tudi v naslednjem desetletju ne bo. Lahko govorimo o financiranju, lahko govorimo o internacionalizaciji, lahko govorimo še mogoče o kakih stvari, ampak to bodo zgolj popravki obstoječe zakonodaje. Problemi, kot jih imamo, kot so izredni študij, obremenitve profesorjev, vprašanje jezika poučevanja, vprašanje poenotenja 4+1, 3+2 in tako naprej, vseh teh velikih problemov visokega šolstva se ne bo lotilo ne v tem mandatu in ne v naslednjem desetletju. Pa ne zaradi tega, ker bi bila zgolj in samo država, ne bi imela tu pripravljenosti, ampak tudi zaradi tega,
ker zato politične elite, oziroma tako bom rekel, univerzitetne elite, zato nimajo politične volje. Vsi popravki novega zakona bodo zato izhajali zgolj in samo iz zunanjega pritiska, ne pa zaradi ambicij po ureditvi visokega šolstva. In popravki sedanjega zakona o visokem šolstvu seveda tudi ne bodo prinesli, tako kot si marsikdo misli, zares občutno večjega novega denarja, ampak zgolj drobtinice v obliki 5 do 6 milijonov na osnovo 238 milijonov, kar je pa seveda veliko in občutno premalo, zato da bi to visoko šolstvo uspelo zadihati. 4% povečanje ali nekaj takega, kot se načrtuje na tej fakulteti, bodo seveda požrle plače. Če so moje projekcije natančne oziroma pravilne, potem bodo povečanje plač in tako naprej, ki se bo zgodilo zaradi socialnega sporazuma, ki je bil zdaj sprejet, pojedlo tam je 3,5 in 3,8%, torej nekega realnega povečanja, kljub večjemu toku denarja pravzaprav ne bo. Štartna osnova, ki bi že zdaj morala biti v proračunih leta 2016 in 2017, ki je pravkar bil sprejet, seveda ni 268 milijonov evrov, ampak še naprej ostaja pri 238 plus popravki. Torej, na tisto osnovo, ki je bila leta 2011, torej 268 milijonov, bomo čakali, jaz mislim, da naslednjih 5 do 7 let. Obenem lahko rečem, da sedaj, tako kot tule sedimo, sistemskega denarja za drugo stopno zelo verjetno ne bo. Da bi sistemski denar za drugo stopno bil, bo treba sprejeti druge spremembe tega zakona. In ves dodatni denar, ki pa bo, in to pa bo pa sprejet zgolj in samo iz evropskih sredstev. S tem ni nič narobe, so pa evropske sredstva, kot marsikdo med vami ve, seveda, jaz temu rečem, sladka droga. In ta sladka droga bo zelo hitro ukinjena, ker Slovenija že sedaj dosega večino kazalnikov na področju visokega šolstva in je pač samo spretnost te in nekaterih prejšnjih vlad dotruje temu, da seveda bomo še v tej finančni perspektivi imeli denar iz evropskih sredstev, kasneje pa seveda ne več. In to nakazuje na neko vrsto univerzitetno prekernost, če hočete, v financiranju visokega šolstva. Pri tem je treba odpovedati, kolegica Danica je zelo prav ugotovila glede financiranja doktorskega študija. Ampak vendar je treba upozoriti, Univerza v Ljubljani se je samovoljno odpovedala denarju iz zadnje finančne perspektive za doktorski študij, doktorski sem. In to je treba zelo jasno povedati. Torej v tej schemi, ki se... Evropska sredstva, ne? Evropska sredstva, ja, se je pač... Ne, evropska sredstva, ne? Temu denarju se je odpovedala. Kako bi seveda moralo biti? Zdaj, zadeva je, ogromno je bilo danes rečeno, jaz bi zato rekel, da predvsem ta reakreditacija, glede na te okvirje, ki so in bodo, mora izhajati iz študentov in tega predvsem, kako mi kot discipline vidimo vsebinski in sicerški napredek znotraj naših strok. Kolega Spihar je zelo opozoril, kaj pomeni, če bomo štartali na zaposljivost kot enega od kriterijev naše reakreditacije. Namreč, zaposlitve so vedno in bodo odvisne od vloge, ki je Sloveniji namenjena v strukturi globalne kapitalistične proizvodnje. Tako je in tako bo. In to pomeni, da smo pol periferija, vedno bolj pa seveda postajamo tudi periferija, kar pomeni, da bomo obsojeni na dodelavne posle in nizkotehnološke zadeve in seveda temu primerno bomo tudi potem očitno izobraževali naše študente. Jaz mislim, da to ni napredek in to je na nek način tako rekoč samogovorjenje. Tisto, kar bi bilo ključno, je seveda to, kar je že bilo rečeno, torej to narediti na podlagi kakovosti, reakreditacijo, kot refleksijo bivanja v naših vedno bolj kompleksnih družbah, kjer je seveda ta pomembna, široka temeljna izobrazba, osebnostni razvoj študentov. To za nas konkretno pomeni, kot sem tudi jaz že večkrat zagovarjal, model FDV 93 z modifikacijami, pomeni manj programov na vseh oddelkih, več povezovanja, uvedba Advanced MA, to, kar Bologna pozna, pa v tej državi ni uvedeno, še danes ne vem zakaj, ker to je stvar odločitve univerze in tako naprej. Skratka, povezati je treba skupaj stvari, to mislim, da vsi govorimo in tule ne bom nič novega. In za zaključek samo upam,
Seveda, da ne bo tako kot pri prejšnjih reakreditacijah, tudi sam sem sodeloval že pri dveh, ko so na koncu prevladali zgolj in samo individualni interesi in preglasovanje. In potem bom lahko rekel samo nič nove. Hvala lepa. Hvala, Jernej, kolega Lehova. Ko sem pripravil tole predstavitev, ko je kolega pozoril na nekaj zelo predstavitev. Na spletni strani Univerze v Ljubljani je tale zapis. Ko so predstavili fakulteto za družbene vede in tale vede predstavil, ki je posebej fascinanten, tudi sem na podeli. Tukaj sem zdaj tale odstavek Kobarov, in Kobarov štiri dele, ki se mi zdijo posebej zanimivi, namreč, da so programi odprti drug od drugega, da temeljijo na vseh temeljnih in osnovnih disciplinah, da je to nadgrajeno s temeljnimi metodološko-informatičnimi znanji in da vse to dopolnjuje zelo velik del štiri disciplin. Kolegica me je danes opozorila, da to isto gradivo dobiva tudi tisti, ki grejo po srednjih šolah, kjer zmak poenostavljanja in karikiranja pravzaprav propagirajo, da katerikoli program pišeš, lahko delaš katerikoli poklic, ki ga ti programi usposabljajo. Se pravi, kulturologija posebej pa na manj. Jaz verjamem, da večina pravzaprav naših diplomantov zamenja program. Kakorkoli to je bilo zelo všeč, jaz sem se vprašal, ali ta reakreditacija, ki smo zdaj priča, gre v to smer ali gre ploča v tej smeri. Imel sem na voljo samo naš program, ampak mi smo se logično in racionalno obnašali tem parametrom, ki jih je ta reakreditacijski model nam dal. Žal, nisem da bilo to dekani ostalih programov, ker je to zdaj še tajna, to je moja malo subjektivna. Nimam tudi časa, da bi šel skozi vse te štiri zadeve in povedal, da seveda se vseh pogledih odmikamo od tega, po mojem mnenju, vse naše pogledov, smo to prisilili, kot je drug. Bolj se še vrno potem na to, drug problem, ki ga rad izpostavil, je prihajanje z vrstovne informatike, kjer imamo en nesrečen primer visokošolskega študija, ki so ga nekateri probali ukiniti že leta 2013, v okviru varčevanja, no potem pa so zdaj v tem predlogu tega akreditacijskega telesa to uspeli odzeti vseh 9 finančnih enotnih programov, kar pomeni za našo katedro izjemno zmanjšanje, 40% dva človeka. Zdaj, kar seveda mi smo zelo zgroženi na tem, ampak dobro, če je neka vizija, neka sprememba, ne moreš pričakovati, da bo stvari iste. Kaj tukaj moti? Mene zelo moti je popolna odsotnost argumentov, desnih argumentov. Leta 2013 so se navajala popolnoma neresnična dejstva. Ne vem, da bi z ukinitvijo pošparila na 100 000 evrov. Namreč izračuni so tudi v karti, ki so predpostavljali, da v tem ni kurno 26. In glavna predpostavka, ki je na katero se sklicuje, je to, da je pravzaprav bil izbran katedrski model, po katerem imajo vse katedre enako finančnih enot, in potem imajo samo svoj program. Problem te izbire je, da nikoli ni bila narejena svota analiza z drugimi modeli, bili so vidni in ko je bil izbran, ni kakšnih posebnih argumentov, kako se tega katedra se prišlo. Seveda, to nam govorijo, da lahko na dva programa se ne možemo dva programa, še ne znajo razdana. Formalno, to je bila druga pripomba, se to odvinuje, ipak je reklam, sam se lahko delamo, kar hočemo. To se mi zdi nespodobno, ker je to nekako začasno, neustavno snaga tega financiranja in kot izno se v malo spremenilo. Ne možeš ukiniti javne službe in potem obdržati denar. Seveda, predlagatelji za to nočejo odgovarjati. Pravijo, da to se ne bo zgodilo. Jaz pa mislim, da se bo to zgodilo. Tretja pripomba na cel proces je to, da zdaj se že pogovarjamo o tem reakreditaciji že 2 leta in
če ne sprejme odločitev, kaj pa to ukinimo. Vedno oni bolj politično modri reče, to je samo pred, to smo se še pogovarjali, administrativno kones je pa melje kot na tega, kot da je že protest. Tako da na koncu vsega je tukaj vtis, da je šlo tukaj samo za vračevanje na drug račun. Nam so vzeli, zato da ni treba. Tako da naš predlog je, seveda program nekaj ide v eno usmeritev, tudi za 6 enotami bi lahko naredili zelo lepo aplikativno informatično vsebino in seveda na način mnogi programi, ki so večinoma visoko zaposlili, ki pokrili svoje pedagoge, se mogli odpovedati v polovici finančnih enot. Ki po naši logiki nam pripada, drugi ima pa seveda naše potrebe. To je bil pač primer na nekem programu, kako mi doživljamo ta proces. Če pa zdaj povzamem sumarno, kako to vidimo, celo to rehabilitacijo, lahko še enkrat ponovim, da se vse povedi odmika od tiste osnovne vizije. In ni problem, da se odmika. Problem je, da se po moje odmika na osnovi neosebinskih argumentov s pomanjkljivo vizijo. Ni bila izdelana neka druga vizija, kot se zdaj še zmeraj vrti na spletni strani univerze in za šibko argumentacijo. Zdaj, ena posebnost te spremembe je to, da se seveda zmanjšalo s rehabilitacijo število finančnih denarja na normalne katedre, se je to za 10%, znači število predmetov pa je šlo od 6 na 5, da se pravi v semester, šlo za 20. Kaj to pomeni? Katedre, kar je prinesel enako programom, so imeli še več sredstev in so še bolj pokrile svoj program, še bolj izredne skupne vsebine in še bolj izredne izredne predmete. To se je zgodilo, ker je bil tak mehanizem, vsaj pri nas. Skratka, osnovni vtis je, da je glavni cilj tega procesa za vsako ceno držati teh okrog 30 finančnih enot na katedro in to da račun ukinitev drugih programov. Dva človeka ne se tam odpustita, ljubimo vsi na 100%. Najhujša posledica je, da po moje je popolno krčenje vsega denarja za razvoj. Mi smo se navadili, 4 leta so res vračevali prejšnje vodstvo, zdaj smo se navadili, tudi normalno stane na strani. Mi smo to potekali brez razvoja. In po moje oceni veliko teh projektov in ukrepov nimajo realnega vira za financiranje. Zmanjšalo se skupne predmete in izbirne predmete in prišlo je do neracionalnosti v izvedbi. Ponovno, ker je to vse v rokah katedre, imamo zdaj ne vem koliko 20 teh metodologij. Kaj predlagam? Predlagam, da se ta proces malo analizira, 2-3 leta, kako je to potekalo, kdo je blokiral, koliko je bilo sestankov. To moramo mi znati biti hitro, prijazno in učinkovito. To, kar se zdaj dogajalo 2-3 leta, je bilo vseh pogledih katastrofa, ko sem jaz slišal od sodelujočih. Dobro, predlagam tudi se rehabilitacija ne loči od osnovnih izzivov predeloja, to je predvsem poslanstvo, dele skupnih profilov, bomo imeli svoj profil predeloja, da to samo stvar kateder. In glavno problem seveda je, da je ta nova dokler rehabilitacija nastavljena preveč visoko in to nam odžeja razvoj. Skratka, potrebujemo vsebinska izhodišča in mora še nekaj dodatne. Hvala lepo vsem razpravljavcem in razpravljavki. Zdaj pa najprej vaša beseda, odziv na posamezne stvari. Kolegi so bili seveda zelo ekstenzivni. Vsa področja smo zajeli v tej prvi skupini od povezave znanost, študij, raziskovanje do doktorskega študija, primera poslovne informatike, internacionalizacije, tako da res veliko vsebin. Jaz sem vesela, da so nastopajoči tudi predstavili to, da bodo objavili vse te svoje prispevke, tako da zdaj še enkrat spominjam na to, da se danes že usedejo in to zaključijo. Vam pa torej predajam besedo, vprašanja, odzive na to, kar so kolegice in kolegi povedali. Prosim.
Lep pozdrav. Moje ime je Kristjan Renovc in sem študent tretjega letnika študij politike in države, sicer tudi član študentskega sveta in bi mogoče komentiral nekatere stvari, ki so pa zdaj izrečene v imenu študentov. Zdaj, predvsem smo govorili o redukciji števila programov. Zdaj, tukaj jaz mogoče predlagam, smo mi razmišljali v študentskem svetu v neki smeri, drugačni smeri, kjer ciljamo tudi na kakovost, oziroma je to prioriteta. In se pravi, ta raznovrstnost, ki jo trenutno pač FDV ima s število programov in pestrost, ki pač te programi ponujejo, bi se bilo potrebno obdržati. In naprimer, jaz sem študent politologije in imamo pod politologijo 5 programov. Vsi vemo, da vsak program je zelo različen od drugega. Vsak program je svoj mindset, ki ni primerljiv z druge politologije. In tukaj bi jaz mogoče poudaril, da bi bilo potrebna redukcija števila predmetov. Se pravi, trenutnih 12 je dosti problematično iz tega vidika, zato ker se dostakrat vsebine podvajajo in poleg tega se je tudi problem sprotnih obveznosti, da ne omogočajo, da število predmetov in te sprotne obveznosti ne omogočajo poglobljenega študija. Čisto konkretno, zdaj, kakor sem jaz seznanjen z prejšnjim sistemom pred Bologno, je omogočil poglobljeno študiranje, ker si ti lahko prišel na predavanje in dejansko diskutiral z neko strokovno argumentirano debato s profesorom in tudi na ta način prisilil, da se je pač profesor pripravil in tudi nazaj strokovno oziroma argumentirano odgovarjal, kar spet je pač en aspekt kakovosti. Mogoče bi še komentiral, ko je prej, mislim, da prvi govorec, profesor Černič, govoril o antagonističnih odnosih med katedrami, da mogoče je potrebno da sprememba, pač kapitalizem nasil v te antagonistične odnose. In tukaj je mogoče potrebno nekaj nasprotno, neka revolucija, če lahko rečem, na področju odnosov, se vrta nek agonizem. Je to mogoče samo en aspekt, ki bi se dal bilo še veliko govorilo, tako da mogoče samo to da nekaj. Hvala lepo za tega. Zdaj še repliko. Torej to, da profesori strokovno odgovarjajo na diskusije pri študentih, ni nekaj, kar bi Bologna ukinila, tako da mislim, da je to še vedno običajna praksa. Mislim, da to je povsemerno. Čisto kratko, tukaj ste rekli, manj predmetov. To je ena od teh stvari, ki bi morali. Zato, tisti, ki se še spomnimo, kako je bil prejšnji sistem predbolonski narejen, je seveda bilo več časa, več kontaktnih ur in več časa za to, da to, kar mogoče se samo nerodno izrazilo, ampak za to, da se je delalo s študenti. Pa ne gre samo za to, gre tudi za to, da če vi hočete delati z 12 profesori na leto, je to 12 seminarskih, pa 12 izpitnih, pa ne vem česa vsega. Če pa bolj poglobljeno delate za 8, da imate 8 predmetov, to je pa to seveda glede globine in kvalitete študija čisto nekaj drugega, kot je pa ta ekstenzivnost. Natanko to, hvala. Sej, jaz če sem ne razumem, sem kaj zgrešil, med predlogom, ki je trenutno na mizi in ki ga zdaj evalviramo. Tukaj pričakujem alternativne analize, argumente za in proti in tako naprej, če ne znam videti do tega procesa. V tem predlogu je občutno zmanjšano število predmetov. 10 na prvi stopnji in 5 na letnik na drugi stopnji. 8 do 10. Ja, 8 do 10, ja, pa 5. Ja, kar se strinjamo, tukaj argumenti zdržijo in gre v pravo smer. To se vsi strinjamo, ampak ob 720 urah, kontaktnih urah na letnik. Ob tem obsegu kontaktnih ur. To je pa naslednja zgodba. Kontaktne ure smo tukaj zares modificirali, smo skratka se zmenili na fakulteti, da kontaktne ure ne potekajo nujno zgolj in samo kot predavanje ali seminarje ali vaje. In smo zmanjšali to zadovoljšenje koncentranje. Jaz smo ravno na ta način odprli to možnost. Skratka, te razmisliki že
že obstajajo in je super, da obstajajo in tako naprej, ampak je škoda skupaj čas v stvareh, ki grejo v pravo smer, tako da se strinjam. Antagonizmi, ja, seveda, kapitalizem, absolutno, jasno, ampak znotraj konteksta, ki ga imamo in denarja, ki ga imamo in tako naprej. Veseli me, da spremenim si stališče in to me zabava in hkrati me veseli zares, čeprav ko gledaš ne v sonce, ampak zdaj, za razliko od prej, v predvolilni kampanji se poslušaš, kako bo denarja več, kako bo nov zakon naredil to in to, ker v reformu smo šli ravno zato, ker smo pač nekako iskalno iz tega, da zaenkrat ni na vidiku radikalnega povečanja tega denarja. In tukaj so tiste osnovni razmisli, ki bi potem naredili. Vsi bi imeli več programov, pa so se računi pokazali, da pač se zadeva v tem trenutku ne izide. Zato smo šli v to smer. Mislim, da je treba reči, da se upravičujem, da bomo zdaj o tem, ampak če bi tisti zakon, ki je popravljen, pripravljen, usklajen in podpisan s socialnimi partnerji, vzeli iz predala, potem bi leta 2015 štartali na osnovo 268 milijonov evrov, kar je 30 milijonov evrov več, kot imamo danes. Koliko? Ne, seveda, absolutno se tukaj se strinjamo vsi in se trudimo vsi skupaj po najboljših močeh, ampak ker na vidiku ni, zares tega delamo reformo. Zdaj tukaj znotraj se pogovarjamo kaj in kako. Kar mene, ne samo žalosti, skrbi me zares, da doslej, kljub temu, da vidim velik korak naprej. V Karpu smo se prvič o nekaterih perečih zadevno začeli pogovarjati, o katerih se prej nismo, ampak smo jih reševali na način moči zares, ne? In na politologiji, in z informatiko, in še kaj drugih zares. Vse vemo, to pa poznamo življenje institucij, da vemo, da so pač današnje razmere rezultat nekih zgodovin in tako naprej. Kar me skrbi je to, da v tem trenutku, kljub temu, kar me malček sonca sije, da ta vkup, da še zmer, kar pa smo naredili prvi korak, ampak še zmeraj izkajamo izključno in samo iz svoje pozicije. Najbolj iz moje osebno, potem pa iz mojega programa. In za drugo nas ne zanima. Mislim, da je to slabo. Kot družboslovci vemo, kaj pomeni zrelost institucij, kot družboslovci vemo, kako se organizacije odzivajo na zunanje krize, včasih jih te krize konsolidirajo in ojačajo, včasih pa jih razcepijo. Trenutno nas vlečejo na razen. Če ne bomo zmogli naprej tega, vsaj malo pomakniti in videti kot celote, bomo vsi skupaj v težavah. Zato, ker po mojem trdnem prepričanju, glavna prednost PDV-ja so sinergije, tudi med kulturologijo in informatiko, zagotovo. To so naše prednosti. In v tem trenutku jih ne znamo izkoriščati, ampak obratno zares, nas hromijo. In s tem, kar trenutno vidim, nas celo še bolj ločujejo. Če ne bomo znali tukaj povezovati, potem nimamo tukaj kot tisto, kar se nam je zgodilo ne namenno na zunanjih dveh monitorih, oziroma displejih, imate spodaj pod vprašanjem FDV na razpotju, da smo zamrznili. To moramo začeti malo otopliti in odtaliti, če ne, nimamo dobre prihodnosti. Zato se danes pogovarjamo, ampak še kakšen... Lepo pozdravljeni, Janja Zdoš, študentka drugega letnika programa novinarstva. Profesor dr. Črnič je v svojem nagovoru omenil, okvir za zaposlitev imamo, potem pa moramo znotraj teh okvirjev stremeti kakovosti. Mislim, da mora biti vodilo našega dela v kakovost, ne pa ohranjanje zaposlitev, ker, kot ste slišali tudi v uvodnem nagovoru prodekana študenta Žana Bukana, si študentje želimo kakovostnega študija. Potrebno pa se je zavedati, da smo študentje tisti člen akademskih skupnosti, ki veže in pa tvori primarni del fakultete in da fakulteta obstaja zaradi študentov. Brez študentov, ki se želimo kakovostnega študija, tako tudi ne bo zaposlitve. Mislim, da je zato potrebno stremeti kakovosti, ki bo privabljala študente in ustvarjala kakovostne diplomante, ter tako poskrbeti za dolgoročne zaposlitve. Absolutno. Jaz že mesece poslušam to kakovost in pozdravljam. Danes sem bil prijetno presenečen. Navdušen sem nad tem, kar je kolega Bukan na začetku povedal. Dolgo je že od tega, kar sem nazadnje poslušal študente na odprtem forumu, izvoljene predstavnike študentov, ki bi apelirali k več teorije in to globoko pozdravljam. In ki bi kritizirali točkomanijo, ki nas je vse skupaj potegnila nekaj napačne stvari in brutalne posledice so že vidne. In pri študentih in pri profesorjih. Ampak prvo vprašanje, ki je na naslednji korak, tega še pa nisem slišal, in tukaj imamo še malo težav, kaj to je kakovost, kako jo merimo
In potem tretje, kar so pa pač realne družbene razmere, kako to kakovost dosega. Dve možnosti imamo na izbiro in o tem se pogovarjamo ves čas in dajmo si to iskreno povedati. Naredimo si čistega vina. Ne? Imamo dve možnosti. Ena je, da z obstoječimi resursi poskušamo narediti največ, kar znamo. Druga pa je, da del teh resursov odpustimo in zaposlimo novo. In to je tudi, te dve opcije so tudi glede tega, koliko programov imamo in kako se bomo povezovali in tako naprej. Mi lahko imamo 2 ali 3 informatike in 5 in še več politologij. Ampak ne, to pomeni, zgodba je kompleksna. Ne, mi se odločamo tukaj za 2 modela, v grobem in potem noter tega veliko podmodelov. Ali bomo poskušali to reformo korak naprej, če ga bomo znali, ne bo cepetanje na mesto ali celo korak nazaj, narediti z obstoječimi kadri ali pa z novimi kadri. Zaenkrat velja ta odločitev, da gremo z obstoječimi kadri, ker so pač tukaj, ker je pač tudi zakonodaja je tista, ki nas omenjuje pri tem, vi veste, da se pač ne more kar tako odpustiti tistih, s katerimi študenti mogoče niste zadovoljni in tako naprej. Še zmeraj je čas, da se odločimo za kakšen drug model, za zaposlovanje pri določenih kadrovsko podhranjenih smereh, za razpisovanje še kakšnih smeri, mogoče kje in tako naprej, ampak to pomeni, da nas je potem preveč. Potem je prav, da si to povemo in da se zmenimo, kako, na podlagi katerih meril bomo odpuščali. Ta 2 modela sta. In dajmo se, ko se pogovarjamo o različnih modelih, dajmo si to povedati najprej. In potem se zmenimo, kaj je kakovost in kako pridemo do te kakovosti in se absolutno strinjam z vami. Kakovost mora biti glavno merilo. Ampak ne v nekem idealiziranem praznem prostoru, ampak v prostoru tukaj izgleda. Jaz bi mogoče tukaj zdaj pred tem, kar se zadnje povedal, sem hotela začeti. Torej, kakovost internacionalizacije in doktorske študije, to je nekaj, o čem sem hotela mogoče par besed povedati, in zelo praktično bi, ker se mi zdi, da velika beseda so bile danes izrečene, veliko težkih besed, veliko takih dramatičnih besed. Dejstvo pa je, da smo pred eno prenovo ne samo doktorskih, študijskih programov in mogoče je treba malo zrelativizirati stvari v tem smislu, da so težke, ti se začela danes s težkim stvarjo. Danes, ko smo eno minuto bili tiho, to je res bilo težka zadeva in take stvari so življenjskega pomena in k takim stvarim mi, kot družboslovna institucija, znamo tudi pomagati zelo dobro. Torej, to so take stvari. Druga stvar je, ko se lotivaš spremeni na eni inštituciji in se tega lotivaš, kot je lepo rektor povedal, vsakih 10 let približno in je takrat mogoče možno zrelativizirati svoje težave s tem, da se obrneš navzven in pogledaš, ali je res to samo naša težava in ugotoviš, da ne. In jaz zadnje čase se ukvarjam z doktorskim študijem in se ne ukvarjam več samo z doktorskim študijem na naše fakultete, ampak na univerzi in sem v stiku z ljudmi, ki se ukvarjajo z doktorskim študijem v svetu in v Evropi. In nič od tega, kar so naše težave, niso samo naše težave. Mislim, nikjer niso zavrnili že državnega denarja, ker ga imajo preveč. Nikjer s šolninami niso presrečni. Dogaja se tako kot pri nas. Enostavno iščejo v zelo spremenjenih okoliščinah doktorskega študija. Doktorski študij je nekaj, kar se radikalno v zadnjih desetletjih spremenja. Torej, ni več samo obnova akademskih inštitucij, ampak izobražujemo ljudi, ki se večinoma zdaj, ko smo že pri zaposljivosti, zaposlujejo zunaj akademije. In se tukaj pogovarja cela Evropa in svet, hočemo samo doktorate znanosti, nekaj hočemo še doktorate umetnosti, poslovne doktorate in tako naprej. Torej, sistemsko se stvari spreminjajo. Spreminjajo se finančno. Kljub temu, da lahko smo pesimistični, na univerzi kolega Pikalo je rekel, da ne bo nobenega novega denarja, še 10 let, ne. Jaz pišem pismo, boljše odgovoriti. Aha, 7. Torej, jaz pišem pravkar pismo rektorju, da on posreduje ministrici, da nam vse nekako popolnoma strinjam za doktorske študije v prenovi bolonjske sploh ni bilo mišljeno nobenega denarja. Ta
schema, katero smo imeli, je bila nesramno, brez sramu uporabljen denar, ki je bil dobiti za ene namene, za nekaj drugega. Torej, tako schemo se ne želimo. Želimo se nekaj, vsaj malo sistemskega financiranja. Na univerzi mislimo in je že zapisano, da se želimo tudi sklad, s katerim bomo sofinancirali najboljše ljudi iz Slovenije in tudi sveta. Torej, to financiranje, spet pravim, ni samo naša težava. In tudi s financiranjem je povezana internacionalizacija. Ogromno inštitucij se v svetu ukvarja z novo globalno delitvijo dela na področju doktorskega študija. Vsi želijo najboljših ljudi iz različnih razlogov, tudi zaradi denarja. Strinjam se s tem, kar je kolega Haček povedal, mi internacionalizacijo zaenkrat še vedno mislimo zelo mehanično, mehanicistično, samo v tem smislu, koliko ljudi v številkah, ampak tisti, ki se malo dlje časa od nas ukvarjajo, že začenjajo popolnoma drugače razmišljati in se pozicionirati nekako in tukaj je vidim našo šanso. Torej, dajmo se začeti ukvarjati z pozicioniranjem nas. In zdaj, ko jaz rečem nas, mislim več kot FDV, ampak FDV kot del te univerze in FDV kot del te univerze v najboljši družbi. Danes je en od govorcev povedal, da je pomembno, s kom se družiš v tem akademskem svetu. In to dobra inštitucija dobro vedo. In tudi ta UL se zelo trudi zdaj na tem področju internacionalizacije, poiskati dobre, strateške, če se da, ali pa drugačne partnerje. Torej, mi bomo vsi smo na istem, te okoliščene strukturne, da nimamo denarja, da so okoliščene politične, z migracijskimi tokovi in krizami obremenjene in po naprej so za vse enake. Ampak nekateri bodo bolj preživeli, drugi pa slabše. Torej, v nas je ali ni moč, da se v istih okoliščinah izborimo za svoj prostor. Nedavno je tukaj pri nas pred 10 dnevi bil direktor LSE-a, prek Kalpon, človek, ki je izjemno internacionalno orientiran in kaj njega, zdaj mi smo ga hoteli seveda pripričati, da smo najboljša univerza, s katero moramo imeti strateško sodelovanje. In rekel sem, hočem z njegovo izjavo ilustrirati, kako so tudi različne skrbi. On je zdaj pod pritiskom angleške javnosti, da so se preveč internacionalizirali. Oni imajo 70% tujih študentov in on mora sproducirati novega premierja angleškega, kar ga še ni bilo. Mi bi se strinjali, lahko pohvalili, da smo imeli takšne in drugačne, uspešne, manj uspešne, ampak mi smo imeli. Torej, iščemo dobro družbo. Ne vem, če nam bo uspelo s Kalponom, ampak nam zelo verjetno bo uspelo bili smo od njega pohvaljeni, kakšna strateška partnerstva zdaj iščemo in poskušamo popisati. Na tem doktorskem študiju bi vas rada seznanila, in to so zadnja moja dva stavka, z tem, kar sedaj počnemo. Počnemo veliko v regiji, trudimo se vzpostaviti in razvijati kakovost skupaj v regija Zahodnega Balkana, s tem, da najboljše med sabo sodelujemo in se tako pozicioniramo spet v tem mednarodnem delitve delanja ravne doktorskega študija. Počnemo tudi nekaj z najbližjimi sosede, kar je to pametno, in iščemo povezave tudi zelo daleč. Ampak moja zaključna misel je, da mogoče res, ko pogledaš od zunaj in ko pogledaš iz perspektiva tudi drugih, ki počnejo zelo podobne stvari kot mi, lahko najdeš nekako moč in nekaj, kar nas skupaj poveže tukaj v tej skupnosti FDV-ovske in nam da moč za naprej. Hvala, s tem pogledom v sonce zaključujem prvo okroglo mizo, dajem 5 minut. Sem dva stavka. Družboslovci ste z dvemi stavki zelo... Priznajte me zloviš. Je Aleksandra vzela besede, Skratka, jaz bom pravzaprav začela z nečem, čimer nisem nameravala začeti, ker je Aleksandra to omenila.
bom v kontekstu te okrogle mize tudi jaz. Če sem prav razumela vse to, kar se danes govori, je eden od ciljev, namenov te institucije tudi intelektualna emancipacija, kar pomeni kritičnost do mainstreama. In v tem smislu bi predlagala, da če se je že to srečanje začelo z minuto molka za žrtve terorističnih napadov v Parizu, da se konča z minuto molka za žrtve vseh terorizmov, vključno z državnimi terorizmi na Bližnjem vzhodu in še kje drugje. To je prva stvar, ki pač dobro, čisto v tem kontekstu je pa deloma tudi glede na to, da smo tako začeli. Potem imam pa eno vprašanje ali pa samo eno opasko, ki mi pušča zoprno vprašanje. To je pa to, da večina govorov implicitno ali pa eksplicitno danes, večina prav ne vsi, pravzaprav problematizirajo kakovost dela z vidika pedagogov, raziskovalcev, pedagogi in raziskovalcev te univerze. Ali je res to ključen problem te naše fakultete, ali je ključen problem kje drugje? Samo na nekaj vas spomnim. Že leta dobivamo na koncu študijskega leta iz fakultetnih služb opozorilo, da ni denarja in da pravzaprav poskušajmo izvesti programe brez nove literature, recimo, oziroma samo s to literaturo, ki je dostopna na internetu in ki je dostop, preko katere pridemo z fotografiranjem, skratka, knjig, ki so že na razpolago. Samo to. Skratka, ne bi rada, da se diskusija o kvaliteti zreducira na vprašanje kvalitete dela posameznikov zaradi tega, ker to pelje samo še novo kvantifikacijo, vsaka nova kvantifikacija našega dela pa nas obremenjuje, dodatno preobremenjuje vse, ki delamo na teh institucijah. In tukaj seveda je, posledice tega je tudi to, da ne moramo študentkami in študenti delati tako in toliko, koliko bi marsikaj od nas hodil. Hvala.